Pa mogoče bi za začetek eno iztočnico z moje strani. Na predvečer 4. tekme proti Severni Koreji smo se pogovarjali o tem, ali je sploh kdo pričakoval, da se bodo dekleta borila ne za kjerokoli, ampak za zlato medaljo na tem prvenstvu. In moje vprašanje za oba bi bilo, v katerem trenutku je vama postalo jasno, da je zlata medalja dosegljiva in kako je zdaj en teden, ko je minil, kako se še čustva malo umirila, kako gledate na ta dosežek oba? Ja, jaz mislim, da smo, vsaj jaz osebno, začel malo tako skrivamo misel, da se lahko to zgodi po tekmi z Veliko Britanijo. Ker ta Velika Britanija je bila za nas leta in leta zaklet nasprotnik. Enostavno je že tak mnenje smo imeli, kakor da proti njim pa res ne moramo odigrati. Ne? In ko smo to pol naredili, pa kakor so šli rezultati ostali tudi v ostale tekme, se neko pismo tole pa lahko še daleč prguramo. Ja, dober dan še z moje strani. V bistvu tudi pri igralkah samih je bilo nekako tako po tekmi s to Veliko Britanijo, ko nam je končno spet ratalo premagati. Mogoče tudi, kot je rekel Aci, imeli smo to nekako mentalno vero pred to Veliko Britanijo in kakor sami veste, se je generacija malo zamenjala, prišle so nove punce in mislim, da je bil tudi to en tak razlog, da so te mladinke predvsem nekako to vero kar nekako odstranile in ker pač niso obremenjene z vso to preteklostjo. In jaz mislim, da predvsem po tej tekmi, da smo res začele verjeti, tudi samo vzdušje pred tekmo je bilo neverjetno in smo nekako začele razmišljati o tem, da pa je možno. In še to, kaj recimo ta dosežek pomeni za naprej, ne v smislu nastopa v višji diviziji naslednje leto, ampak glede dela skozi celotno leto. Letošnja izkušnja z nastopom razširjene ekipe Olimpije v Elite Women's Hockey League se je sigurno pokazala kot neka dodatna vrednost k pripravljenosti deklet, ki so pol kasneje nastopali za reprezentanco. Mi smo imeli leto zelo mlado ekipo. Poprečna starost je bila 21 let pa pol. Zdaj, za samo to ekipo me ne skrbi, ker upam, da bo še nekaj let skupaj. Ne? Ampak me pa skrbi, ker v zadnji pa se ne premakne kaj dost, bom rekel, na klubski sceni. Ne? Še vedno je nekako tale so punce malo potisnjene na stran in tudi pri nekaterih klubih še vedno mislijo, da hokej ni za punce. No? Zato ni enega pritoka, enega prirastka deklet, da bi se lahko tudi naša liga razširila saj na še s kakšnim klubom ali pa dva. Ne. Mi bomo pač poskušali še naprej delati, kot smo začeli letos zadnjo sezono z vključevanjem tlele v EVHL, pa to tlele nam in kot klub Olimpija in Hokejska zveza res stojita ob strani, tako da smo ta projekt lahko izvedli, ki se je pokazal za odlično zadevo. Ne. Za naprej pa tako sem rekel, ko bomo imeli več punc, se bomo pa potem lahko pogovarjali o večji masi, o večjem izboru, več kvalitete. Zdaj veste naslednje leto, kaj vas čaka, ne? Ne bo kot koli lahko, kako se boste na to pripravili zdaj EVHL, kakšni so plani? Jaz upam, da bo ta EVHL postal stalnica, ne? Ker glede na to, kako so zaključile Madžarke letos, ko so prišle v elito ženskega hokeja, pa igrajo vse tudi v tem EVHL-u, ne? Avstrijke, ki so tudi 2 divizije višji in igrajo v tem EVHL-u. To res kvalitetno, vsaj na tem regionalnem področju, res kvalitetno tekmovanje, v katerem mi moramo biti stalnica, če hočemo obdržati stik s tem vrhom ženskega hokeja, pa mogoče še kakšen korak, 2 naprej narediti. Ne bo lahko, to precej košta.
Letos smo to nekako scoprali pa ščarali skupaj, da smo to tekmovanje pokrili. Že zdaj se že pogovarjamo za naprej, kako pa kaj, da bi le to našim dekletom omogočili, seveda s tem, da bi bila reprezentanca čim boljša. So kakšne možnosti za, mogoče tudi za Dejana vprašanje, za kandidaturo za predajanje prvenstva doma ženskega, glede na to, da ste zdaj novinci v tem razredu in tisti, ki se vrsti naj ne bi takoj priredili, ampak kako je s morebitnimi protikandidati pa... Smo že udali 3 kandidature, no? Za ženske, 18 pa 20. Ne glede na to, kakšna so pravila, ampak če se noben naparjav, pol ta pravil, mislim, odpade in imaš možnost organizirati. Tako da mi smo že udali vse te 3 kandidature in bomo videli, če bo ženske, pač če se ne bo v tisti skupini noben prijavil, kar jaz upam, da se ne bi, ker so spet same take države, ki so kar dost delečno, pa dost Razen Italije. finančen zalogaj, raje vložimo v EVHL ligo čez sezono, no, pa pol imamo prvenstvo doma. Tako da, ampak nismo pa mi, tako kot si že omenil, po pravilih, če bo kakšen drug kandidiral, pač mi ne moramo. Ampak smo pa vdali za primer, da bi lahko. Še kakšno vprašanje? Če ne, potem se selektorju in kapetanki najlepše zahvaljujem za sodelovanje z željo, da bi jo lahko spet gostili v kakšni podobni veseli priložnosti. Vam pa za udeležbo na tej novinarski konferenci. Hvala. Hvala.